Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Letos in prihodnje leto bodo za gospodarske dejavnosti v občini namenili vsakič po $500 000. Številne bodo tudi gradnje na področju komunalne, vodovodne infrastrukture, pa seveda zaradi varnosti posodabljanju številnih cestnih odsekov. Na drugi strani pa je proračun pomemben tudi zato, ker omogoča normalno življenje in pa delo vseh v naši občini, od vrtcev, šol, javnih zavodov. Občina Tržič ima že vrsto let nespremenjen delež sredstev za ohranjanje in razvoj lokalne kulture in športa. Tudi na področju športa sta dve veliki investiciji. Na eni strani odkup zemljišč za širitev športnega parka v Križah, no na drugi strani pa obnova, posodobitev ali pa zamenjava parketa v dvorani tržiških olimpijcev. Obe te dve investiciji sta skupaj vredni skoraj 700 000, kar je lep in pa pomemben denar. Tržiški svetniki so se na decembrski seji seznanili z lanskim poslovanjem priljubljenega kopališča Gorenjska plaža. Od slovesnega odprtja v letu 2014 ga je obiskalo že več kot 50 000 kopalcev. Spodbudno v lanskem letu, da so bili stroški obratovanja nižji kot pa v preteklih letih, tako da z optimizmom zremo tudi v obratovanje kopališča v letu 2017, ker bo pa za boljše počutje kopalk in kopalcev tudi nekaj drobnih novosti. Zadovoljni smo pa tudi s tem, da restavracija v samem kompleksu odlično obratuje, da gostje odhajajo zadovoljni. Kulturno-turistični kompleks z bazeni in restavracijo daje kruh kar nekaj občanom, zato župan meni, da je občinska naložba upravičila pričakovanja. Ker pa postajamo vsako leto bolj tudi turistična občina, pa je, taka poletna točka za oddih in rekreacijo še kako dobra tudi za naše obiskovalce. Občinski svetnik Pavel Rupar je podal pobudo, da bi občina postavila spomenik kaplanu Jakobu Aljažu, ki je del svojega življenja deloval tudi v Tržiču. Jaz moram reči, da seveda to ni neka novost. Mi se gospoda Jakoba Aljaža, ki je takrat kot kaplan v Tržiču prvič spesnil Sveto noč v slovenskem jeziku in je bila v Sloveniji prvič izvedena prav v naši cerkvi, večkrat spomnimo ob raznih kulturnih dogodkih. To pobudo bomo seveda proučili. Župan ob tem opozarja, da je pobuda vezana na spomeniško zaščiteno zemljišče okrog cerkve, ki pa ni v lasti občine. Tako da se je tega projekta, če bo dobil podporo tudi še na drugih nivojih, treba lotiti resno in pa premišljeno računemo, ker je bil pomemben cerkveni dostojanstvenik tudi na sodelovanje in pa pomoč rimsko-katoliške cerkve. Ne nazadnje pa tudi tisti, ki dajejo take pobude, zagotovo lahko pri projektu sodelujejo in pa prispevajo kaj k njegovi uspešni izvedbi.